Vizita je vsekakor del tega, kar sem in kar predstavljam. Ko so me ljudje ustavljali in me začeli mi razlagati, kaj vse jih boli, kako jim lahko pomagam. In ko sem jim poskušala povedati, da sem novinarka, so rekli, a tudi študij in družba sta mi bila zelo všeč, sem pa nekoliko teže prenesla ločitev od mame. Ko ste mi pred leti poslali knjigo, sem se lotila branja, ampak nekje do polovice je šlo, pa še to res stalno v joku. Lepo pozdravljeni v podcastu Dolenjskega lista. Moja gostja je novinarka, ustvarjalka in pisateljica Alenka Kesar. Če na kratko povzameva, Alenka, ste Posavka, doma iz Krškega, zdaj sicer živite v Ljubljani. Osnovno šolo ste hodili v Krškem, potem naprej v gimnazijo Brežice, od tam pa vas je pot pripeljala v Ljubljano na študij novinarstva. Novinarstvo je bilo pravzaprav vaša želja že od zgodnjega otroštva, kaj ne? Tako, osnovno šolo sem naredila v Leskovcu pri Krškem in takrat sem v 5. razredu v temi, kaj si želiš postati, napisala, da bom novinarka, da bom gobčna in frfotava, dobesedno s temi besedami. In sem temu sledila in poti so me vodile na takratni FSPN, današnji FDV, kjer sem vpisala novinarstvo, obenem pa tudi že začela delati novinarsko. Tako da ja, odkar pomnim, sem novinarka. Kakšni pa so vaši spomini na tiste prve študentske, na tisto prvo študentsko obdobje? Ja, študij in družba sta mi bila zelo všeč, sem pa nekoliko teže prenesla ločitev od mame. Midve z mami sva bile namreč izjemno povezani, imele sva eno tako posebno svetovesje, jaz pravim. In ko sem šla v Ljubljano, takrat torej prvič od doma, sem zelo težko pogoltnila ta cmok domotožja. Sem potrebovala 2 leti, da sem se prilagodila življenju v Ljubljani, vleklo me je ves čas domov. Imela sem občutek, da bom se tudi domov vrnila, ampak potem pač življenje zaide svojo pot. Nekako sem v tem obdobju odrasla, se postavila na lastne noge, čeprav je mami seveda ostala neizpodbiten del vsega, kar sem počela. Ampak ja, študijska leta so predvsem bila zaznamovana z delom. Že takrat sem namreč delala na Krški televiziji v Ljubljani, delala na kanalu A, ki je bil takrat v povojih, v začetkih. Tako da veliko časa nisem imela, da bi tuhtala o tem, kako zelo pogrešam dom, čeprav sem ga res zelo pogrešala. Ampak ja, študentska leta so vedno fajn leta, sploh na FDV-ju je bilo zelo dobro, če si veliko novinarsko delal. Nič ti ni pomagalo, če si bil zelo uspešen, priden študent, pa da nisi imel nobene novinarske prakse. Tako da vsi tisti, ki smo takoj začeli delati, smo potem lahko šli že v prvo službo z nekaj izkušnjami. Verjetno pa je bilo malo lažje, kajti iz domačega okolja ste seboj, če dava v navednico, pripeljali vašo prijateljico Tamaro Vonta, s katero sta od malih nog dejansko prijateljici in to prijateljstvo gojita še danes. Tako. S Tamaro se poznava od 1. letnika gimnazije, kjer sva bili v istem oddelku, v istem razredu. Razvilo se je zelo lepo prijateljstvo. Obe sva šli študirati novinarstvo, se obe zaposlili na Pop TV-ju, tako da je bilo najino življenje ves čas prepredeno in je še danes, kljub temu, da ne delava več enakih stvari, je Tamara seveda mi zelo pomagala pri teh vseh spremembah, ki pridejo v življenju in s katerimi se moraš spopadati nekako sam, je pa seveda čudovito, če imaš ob sebi prijatelja. Je vajino prijateljstvo botrovalo tudi temu, da sta obe pristali takrat, ko se je rodil Pop TV, prav na tej televiziji? Ja, nedvomno. Ko sva videli, da je avdicija za novo, torej prvo takrat resnejšo komercialno televizijo, sva se obe prijavili.
zdelo se nam je logično, da bova skupaj, ker smo bili že takrat ves čas skupaj in nama je bilo tudi na Pop TV-ju lažje. Ko imaš nek varen pristan, ko poznaš nekoga, ko je dovolj, da ga samo pogledaš, pa veš točno, kaj razmišlja, seveda, absolutno. Sprva ste delali v informativni oddaji, potem pa je z leti del te oddaje postala tudi vaša dolgoletna vizita. Urednikovali ste, bili ste avtorica. Ta oddaja se mi zdi, da vas je pošteno zaznamovala. Absolutno. Vizita je vsekakor del tega, kar sem in kar predstavljam. Jaz sem delala ves čas za oddajo 24 ur, pokrivala sem zdravstveno politiko in medicino. Leto dni potem, ko sem začela delati, je prišel takratni moj šef Tomaž Perovič in mi je rekel, do naslednjega tedna se spomni rubriko zdravstveno, ki bi jo delala. Takrat sem res naredila koncept. Sredi noči me je butnilo po konci in sem rekla, vizita. Tako da sem z vizito štartala decembra 1996 v prejšnjem stoletju. In seveda je vizita postala tisto, kar sem z največjim veseljem delala. Mislim, da je čudovito, da sem uspela zdravnike predstaviti kot strokovnjake, da sem jim dala svoj glas, da niso bili samo v izjavah pri kakšnih političnih razprtijah, ampak so dejansko nastopili kot strokovnjaki. Gledalci so to s pridom in zelo prijazno sprejeli. Tako novinarstvo s smislom se mi je to zdelo. Vizito sem delala 17 let. Ja, mnogi so bili takrat celo prepričani, da ste po izobrazbi zdravnica. Ja, tako je, ja. To je en lep del tega, kako lahko prideš pod kožo ljudem, da celo so razmišljali o tem, da sem zdravnica, kar pomeni, da sem delala dobro, da sem delala prepričljivo. Tudi kar nekaj zabavnih anekdot je bilo na to temo, ko so me ljudje ustavljali in me začeli mi razlagati, kaj vse jih boli, kako jim lahko pomagam. In ko sem jim poskušala povedati, da sem novinarka, so rekli, a tudi, torej zdravnica in novinarka. Ja, še danes na zasebna sporočila Facebooka odgovarjam ljudem, ko mi pošiljajo svoje izvide, me sprašujejo, na katerega strokovnjaka naj se obrnejo, kaj jaz mislim, kaj bi mi lahko, kaj bi jim svetovala. Tako da ja, ta pridih tega je zagotovo ostal. Bil pa je vaš prvi mož zdravnik, ne? Oziroma je zdravnik. Sta se tudi o vsebini oddaje morda kaj pogovarjala? Blaž je kirurg, travmatolog. Midva sva se pogovarjala predvsem o delu, kako bom kaj naredila, koga bom poklicala, da bi pa on sodeloval pri vsebini, pa ne. V bistvu se je dostikrat izkazalo, da sem mu jaz doma predstavlja kakšne stvari, o katerih ni vedel, kar je logično, ker se pač ukvarja s kirurgijo in ne z ostalimi področji. Je pa vsekakor sem pa hvaležna, ker sem zaradi njega imela zdravniški jezik o malih možganih. Obdobju študija sem ga zelo veliko spraševala za izpite, se zraven tudi sama nekaj naučila in je seveda ves ta jezik mi je bil zelo domač in to je sigurno mi zelo pomagalo. Kje pa se je potem vajina dolgoletna ljubezen, kajti Blaž je bil vaša prva resna ljubezen, kje se je ta ljubezen izgubila? Jaz bi rekla, da se je izgubila z leti. Midva sta bila zelo zgodaj, sva prišla skupaj kot fant in dekle, šla skozi študij, skozi prve službe, in otroke, vse potem človek postane, malo se spremenimo z leti, malo se predrugačimo, malo drugačne stvari si želimo. Mislim, da je pri nama bolj ključen izziv, sta bili dve zelo zahtevni službi, kirurga in televizijske novinarke, bilo je zelo veliko usklajevanja, Blaž je že takrat delal v Novem mestu, tudi ta vožnja je vzela nekaj tega časa, ki se je meni zdelo, da bi bilo lepo, če bi bil z mano in z otrokoma. Gotovo ni nič pripomoglo k temu, ta intenzivni delovnik, ki sva ga imela oba.
ampak sva se razšla zelo lepo, zelo uglajeno in sva še danes v prijateljskih odnosih. Alenka, že kot novinarka ste se pogosto lotevali tako imenovanih tabu tem, občutljivih, včasih tudi bolečih. Podobno kot kasneje, ko ste se dokazali še v vlogi pisateljice. Izjemno odmevna je bila vaša druga knjiga, ta nosi naslov Druga žena, v kateri pišete o ločitvi, novi ljubezni, o vsem, kar prinaša pravzaprav vloga druge žene, tako o razširjeni družini, navsezadnje tudi o vlogi mačehe, ne. Ta sicer beseda ni ravno najbolj simpatična, ne. Ja, tako so pravljice nam niso naredile velike usluge s to besedo. Ja, zdelo se mi je pomembno povedati, kako je prestati ločitev, kako najti novo ljubezen, kako se znajti z novo ljubeznijo in z razširjeno družino. To je nekaj, kar doživljamo številne ženske. Prijeten je občutek, da pri tem nismo same, da se to dogaja tudi drugim. Meni se je zdelo izjemno pomembno, da sem lahko povedala, da ljubezen obstaja tudi v kasnejšem življenjskem obdobju, da to ni vezano na neka mladostna leta, da je ta ljubezen lahko na bolj stabilnih temeljih, da lahko prinaša veliko sreče v življenje, enega drugačnega spoštovanja. Kar je bilo meni zanimivo je, da sva oba s Kamenkom izjemno, Kamenko je moj drugi mož, izjemno spoštljiva do tega, da sva se našla. Tega ne jemljeva zlahka, veva, da je to, kar se nama je zgodilo, ni nekaj logičnega, naravnega in sva toliko bolj pozorna drug na drugega. Našla sva se v obdobju, ko sva bila že oba postavljena, zrela, samozavestna, s kariero, nisva imela potrebe po dokazovanju, nisva imela potrebe po tem, da bi zelo ambiciozno še delala, v smislu, da gradiva drug drugega. Tako da je res najina zveza prinesla same dobre stvari zame. In obenem tudi ta možnost, ta priložnost življenjska, ki se mi je ponudila, da sem za svoja dobila tudi njegovo hči Taro in sina Iana. Težko si prej misliš, da boš imel še kakšnega otroka tako rad, kot ti rodiš prvega in si pred tem, da rodiš drugega, rečeš, kako bom jaz imel še drugega otroka tako rad. Ja, in zdaj imam rada tudi Iana in Taro, kot da sta moja. Sem zelo hvaležna za to, da smo zrasli v tako lepo razširjeno družino. No, pred knjigo Druga žena pa ste objavili zbirko kolumn, ki ste jih pisali za Posavski obzornik, torej za lokalni medij. Naslovili ste jih Čez Mavrico. Kakšne so bile te vaše kolumne? Pisala sem o življenju Krčanke v Ljubljani. Kako živim, kakšen je moj vsakdan, o čem razmišljam, kaj delam. Te kolumne so, jaz jih še danes, kdaj vzamem knjigo in si kakšno preberem, toplo me poboža po srcu. Takrat sem bila stara med 30 in 40 let. Imela sem zelo polno življenje, rodile sta se mi Neli in Lina, in je prijetno mi brati moje takratne misli. Torej, to je nekakšen življenjski dnevnik tistega obdobja, ne? Nedvomno. Zelo prijetno mi je, ko preberam in vidim, da je Alenka, kot sem danes, je nastajala že takrat. In se v teh obrisih, v teh zametkih se vidim, in mi je lepo, da sem nekatere izmed teh svojih čustvovanj, občutij uspela razviti na zavidljivo raven in sem takšna ženska postala. Potem pa je prišla knjiga, v kateri ste se spet lotili tako imenovanih tabu tem, poslavljanja, prebolevanja, smrti. Navsezadnje ste izpovedali svojo dušo. Nastala je med bojem z boleznijo vaše mame. Pisali ste torej o izgubi, žalovanju, veri v ljubezen. Že njen naslov, Da bi sladko zaspala, je zelo pomenljiv. Alenka, ko ste mi pred leti poslali knjigo,
sem se lotila branja, ampak nekje do polovice je šlo, pa še to res, res stalno v joku. Ste tudi vi jokali, ko ste pisali knjigo? Med pisanjem knjige nisem jokala. Ko sem pisala knjigo, sem želela čim bolj iz dna srca opisati moj odnos z mamo, ki je bil nedvomno zame svet in ga neizmerno pogrešam. Želela sem postaviti mami spomenik, ki si ga v mojem srcu zasluži. Želela sem, da bi knjiga pokazala, da je kljub hudi, težki bolezni in kljub temu, da smo mamo izgubili, ostala med nama ljubezen, ki je nihče ne bo pokopal. Želela sem povedati, da ne glede na to, da sem mislila, da tega ne bom preživela, da sem danes tu in da živim. Živim poudarjeno z mislijo, da bi častila spomin na svojo mami. Postajam ji čedalje bolj podobna, na kar sem zelo ponosna. Delam stvari, kot jih je delala ona. Zdi se mi, da je najlepše to, kar je zapustila v meni, vso to ljubezen. In čeprav je bila izguba kruta zaradi razsežnosti in bolečine njene bolezni, ne glede na to, da sem v Viziti snemala intervjuje z več kot 2500 ljudmi, ki so bili bolni, ki so mi pripovedovali o tem, kako je iti skozi bolezen, je bilo za mene, ko sem videla mojo ljubo mami, mojo lepo, čudovito mami v takih bolečinah, meni se je vsakič zdelo, da sem pretrgana, raztrgana, da me nihče ne bo več pokrpal. To bolečino, ki si jo lahko čutil zraven, kako je trpela pri vsej sodobni medicini, pri tem, da delajo strokovnjaki nore stvari, še vedno ljudje z diagnozo rak lahko tako trpijo. To se mi je zdelo. Alenka, v spominih na to obdobje, ki so zagotovo potem sledili po odhodu mame, je bilo verjetno zelo težko. Pa so bile solze zdravilo v tistem času žalovanja, odžalovanja? Sigurno. Zanimivo je to z žalovanjem. Zelo je individualno, zelo je posebno in ne glede na to, da bo že 8 let, odkar mame ni več, se žalovanje ni izginilo, ampak se je samo spremenilo. Malo se je zaoblilo, malo lažje ga prenašam, jo pa pogrešam čedalje bolj. Na začetku sem jokala in se nisem mogla nikakor potolažiti. Zdelo se mi je tako, da tako in tako tega ne bom mogla prenesti. Potem se je to obrnilo, spremenilo. Zdaj pa mamo pogrešam vsak dan. In veste, kaj najbolj pogrešam? Ko lahko mamo pokličeš kadarkoli, ne da bi kakšen uvod naredil. Zvoni telefon in rečeš, mami, a veš, kaj je bilo? Ti ne rečeš, mami, oprosti, a te motim, a pokličem kasneje. Ti začneš pripovedovati zgodbo, ker ti je logično, da je mama tam za tebe in da te bo poslušala. In so situacije, ko si najbolj na svetu želim mamo poklicati in ji povedati kakšne lepe stvari. Zdaj jih povem očetu. Odkar mame nimam več, kličem očeta vsak dan. Najina ura je 6 v zimskem času in 7 v letnem času. Slišiva se torej čisto vsak dan. Poveva si, kaj sva doživela tisti dan, kateri so dobri filmi, knjige, kateri filmi so za nič in jih nikar ne iti gledat, katere predstave je gledal. Skratka, greva čez cel vsak dan, tako oči dobro pozna ocene vseh 4 otrok. Moj oče je dolgoletni šolnik, bil je nazadnje predstojnik Zavoda za šolstvo v Novem mestu in je pač povezan s tem, tako da sledi vsemu. No, knjigo je zagotovo prebral, ne? Tudi Absolutno. vaš oče, danes je star 82 let, še vitalen. Zelo. Kako se je odzval?
Oče je bil zelo počaščen in ganjen, ko je prebral knjigo, ki je opisala mami. Jaz namreč ne pišem samo o njeni bolezni, ampak tudi povem stvari o mami. In se nama zdi čudovito, da sem uspela ujeti njeno bit, njeno strast v tej knjigi. In tudi na ta način bo mami vedno živela. Alenka Kesar, 9 let je že vašega drugega zakona. Vaš mož Kamenko Kesar je strokovnjak za marketing in pisatelj. Kaj je drugače v tem drugem zakonu? V tem drugem zakonu sva drugačna jaz in on. Našla sva se v obdobju življenja, ko sva se najbolj potrebovala, in to izjemno spoštujeva. Najin odnos je odprt, je zelo igriv in duhovit. Kamenko je namreč neizmerno duhovit in zabaven, zabava celo družino, ne samo svojih bralcev. Delava skupaj in preživiva ves čas skupaj. In nama kdo kdaj reče: nista vidva preveč skupaj. In midva rečeva: ja ne, spoznala sva se, ko sva bila stara 40 let. Nimava več toliko časa, mora biti skozi skupaj. Nama je zelo prijetno. Zakaj je ženski, morda v tistem malce zrelejšem obdobju, smeh tako pomemben? Ja, zato ker prinaša vitalnost, zato ker prinaša barve in energijo. Vse, kar je povezano s smehom, pomeni, da so stvari v redu, da so na mestu. Kadar si ženske sprostimo in se smijimo z glasnim smehom, takrat smo nedvomno najbolj sproščene. Glede na številčnost vaše sestavljene družine, v kateri so otroci Neli, 25-letnica, potem Lina, ki ima 17 let, pa 24-letni Ian in 16-letna Tara, je kar precej veselo, kaj? Zelo, zelo. A se spomnite tistih italijanskih filmov, ko sedijo za ogromno mizo ljudje in je veliko hrane in se smejo in klepetajo? To imam zdaj jaz. Jaz rada pečem, kuham, kažem ljubezen skozi hrano in jih gostim, in to čebljanje za mizo, to je melodija za moje srce. To je nekaj najlepšega, kar je možno. Otroci se med seboj izjemno dobro razumejo. Tara in Lina sta imeli 3 in 2 leti, ko smo prišli skupaj, in sta v bistvu odraščali kot sestri. Tako se tudi čutita druga do druge. Lani za Božič sta si podarili obeska, kjer piše: nisva sestri po krvi, ampak sva sestri po srcu. Tako da točno to sta one dve. In izjemno je lepo združiti dve družini, če imaš seveda v tej družini osebnosti, kot jih imajo naši otroci. Še nekdo je stalni član vaše družine. To so verjetno ne samo ena, ampak kar več muc, kaj? Tako, jaz obožujem mačke. Celo življenje sem jih imela. Imamo na Rakitni hišo, kjer preživljamo polovico svojega časa. K nam je pred 2 letoma začela hoditi muca Tinka. Muca Tinka ima zdaj svoj kraljevski prestol v naši družini in seveda hodijo jesti tudi drugi muci iz Rakitne, Bobi in Palčka, pa Perzejdon, smo jim dali ime. In kar Tinka, kraljica Tinka, pusti svojim podanikom, potem oni pridejo in pojejo. Meni so muce takšen vir veselja. Všeč mi je karakter od mačk, všeč mi je, kako se obnašajo, in ta Tinka in njena cela banda je zelo popestrila naše življenje. Alenka, koliko pa je ta odprtost na vas imela vpliv? Tu sta le 2 izpovedni knjigi, tudi tista prva je imela kopico izpovedi in vaše poglede na življenje. Kako je ta odprtost vplivala na vas? Jaz ne vem, kako bi bilo drugače, ker sem odprta proti svetu, odkar pomnim. Jaz ne vem, kako bi bilo, če bi ene stvari držala zase, ker jih poskušam vedno povedati na način,
kot se mi zdi primeren. To, da sem odprta, to, da sem takšna, da povem stvari, kot so se zgodile ali kot so, se mi zdi ena izmed mojih ključnih lastnosti, moje osebnosti. Ko sem bila mlajša, sem ob tem videla tudi kar veliko izzivov, danes pa ne več. Danes mi je pa tako, si mislim, zdaj, ko imamo vsi možnost komentiranja na socialnih omrežjih in vtikanja v življenje vsakogar, se mi zdi čudovito, da lahko jaz svojimi zgodbami, s tem, kar sem doživela, ljudem pridem blizu in jim pomagam. Če nekatere s tem iritiram, je verjetno tudi v redu, predvsem pa imam zelo pozitivne komentarje, kar se tiče moje odkritosti, je pa nekaj dejstva. Stvari, ki so za mene in mojo družino intimne, ostajajo intimne. Stvari, ki jih je mami doživela, in smo jih vsi in so bile res skrajno intimne, niso pristale v knjigi, ker ne vidim potrebe po tem. Če ti poveš zgodbo, kakršna je, potem lahko ene stvari pustiš, ohraniš za družino. Tudi Kamenko, ki piše zabavne zgodbe o naju, pa rečejo potem nama prijatelji, znanci, saj on vse pove. Mislim, on ne pove nič. On pove tisto, kar je bilo zabavno, kar je tako, to, kar je med nama, to srčna stvar med nama ali pa Ostaja vajna, ne? Ostaja, seveda. No, danes delate v družinski marketinški agenciji, a po srcu nekako ostajate novinarka, kaj ne? Pogrešate kaj ta svet televizije, novinarstva, tistega adrenalinskega? Adrenalina ne, pogrešam pa novinarstvo in televizijo. Delo, ki ga opravljam v marketingu, je zelo povezano z novinarstvom, pristopam z novinarskimi očmi. Delo, ki ga opravljam, temelji na podobnih pripravah, kot je prejšnje delo, stvari preverjam, iščem informacije, pišem, sem zelo aktivno vpeta v dogajanje. Tako da absolutno se mi zdi, da bi bil zdaj čas za mene, če bi si želela vrniti pred televizijske ekrane, mislim, da je ta čas zdaj. Sem namreč dovolj zrela, dovolj pametna, dovolj izkušena, da bi z veseljem se vrnila pred televizijske ekrane. Vem pa tudi, da tega časa ne bo, ni več toliko. Mi v Sloveniji namreč smo malce bolj konzervativni, kar se tiče starejših TV voditeljic, medtem ko so v svetu starejše, izkušenejše TV voditeljice, najpomembnejši televizijski obrazi, je pri nas nekako ni tako. Kar je po eni strani škoda, po drugi strani je razumljivo, ampak mislim, da je večina aktivnih gledalcev in aktivnih gledalk so ravno ženske najinih let. Alenka, nastaja morda kakšna nova knjiga o kakšni novi tabu temi, na primer o sreči? Za marsikoga je tudi sreča tabu. Res je, ja. Nastaja nova knjiga. Pišem o ljudeh, ki sem jih spoznala, o izkušnjah, ki sem jih izkusila, o spoznanjih. Skupaj bom sestavila knjigo tistega, kar se me je v življenju resnično dotaknilo. Kar se tiče knjige, nisem tako redoljubna pri pisanju, kot sem bila pri teh dveh knjigah, ki sta nastali zelo naravno in sta se dobesedno zgodili. Za to knjigo, četrto torej, potrebujem malo več časa. Me pa bralke nagovarjajo, da je čas, tako da vem, da je čas. Alenka Kesar, hvala za ta pogovor, za te trenutke doživljanja vaše poti in še kdaj nasvidenje. Nasvidenje, hvala. Hvala tudi vam za pozornost in srečno v naslednjem podcastu Dolenjskega lista.